Včasih si težko predstavljamo, da je lesarstvo, les in gozdarstvo pravzaprav integralni del nečesa, čemur pravimo biogospodarstvo. Bolj natančno krožno biogospodarstvo, kjer se poizkuša naravne surovinske vire čim bolje izkoristiti, ne samo za tradicionalne izdelke, pač pa tudi za zelo napredne in dragocene, in se jim s tem podeli na nek način tudi bistveno višjo dodano vrednost. To so pravzaprav vidiki, ki jih danes išče tudi tradicionalna lesna industrija. In v tem kontekstu včasih pozabljamo na to, da so drevesa pravzaprav nekakšen naraven biokemični proizvod, v katerem se nahajajo številne izredno zanimive strukture in nenazadnje spojine. In to nam omogoča, da les izkoriščamo za tradicionalne lesne proizvodnje, obenem pa ponuja tudi izjemno zanimiv surovinski material za biorafinacijo. Biorafinerije pa so tehnologije, v katerih se predeluje lahko les ali pa kakšna druga biomasa za najrazličnejše proizvode, kot so recimo materiali, kemikalije, krma, hrana, energija, in les je zagotovo eden izmed tistih, ki ga je mogoče izkoristiti na ta način. Seveda pa gre za to, da se za biorafinacijo običajno izkorišča les slabše kakovosti oziroma tisti material, tista lesna biomasa, ki jo sicer tradicionalna industrija ne izrablja na učinkovit način. Naše študije so pokazale, da se v skorji nahajajo izredno velike in zanimive količine ekstraktivnih snovi, ki jih običajno označujemo tudi z izrazom bioaktivne spojine. Tekom tega projekta smo se nekako skoncentrirali na tiste ekstrakcijske tehnike, ki nekako veljajo za zelene tehnologije. Se pravi, smo te bioaktivne substance iz skorje pa iz grč ekstrahirali tako, da smo skušali porabiti v bistvu čim manj energije, pa da nismo uporabljali agresivnih in pa okolju škodljivih kemikalij. Tukaj je potrebno dejansko material prvo ustrezno pripraviti, se pravi, da je tukaj tudi zelo pomembno, kako se v bistvu manipulira z drevesno biomaso, kako skladiščimo les in skorje, kako potem pripravimo za ekstrakcijo. To je pa potrebno seveda to poekstrahirati, ta faza je pa tudi nekako izredno pomembna, lahko mi to delamo z konvencionalnimi tehnikami, kot je na primer sokslet, lahko pa te substance ekstrahiramo z naprednimi tehnikami, kot je recimo sistem za pospešeno ekstrakcijo ASE. Naš cilj je ta, da na čim bolj trajnosten način, na čim bolj okolju prijazen način dobimo ekstrakte z čim višjo kvaliteto, in da v bistvu te molekule lahko potem nadalje uporabimo v testiranjih bioloških aktivnosti. Torej, ekstraktivi so ena skupina, recimo temu, zelo majhnih molekul, ki se običajno nahajajo izven celične stene. Imajo izredno pomembno funkcijo, ščitijo drevesa pred glivami in drugimi mikroorganizmi, pred rastlinojedimi živalmi in imajo pravzaprav že po tej svoji danosti zelo specifične lastnosti. So široko uporabna skupina spojin, ki jih lahko izkoristimo kot prehranska dopolnila, lahko jih izkoristimo kot dodatke k živalski krmi. Nenazadnje pa imajo zelo veliko uporabno vrednost tudi v materialnih znanostih. Lahko jih uporabljamo kot zaščitna sredstva za premaze, nenazadnje v lesni industriji, kot osnovo za pripravke za zaščito lesa v impregnacijskih sistemih. Poleg tega pa so zanimivi tudi pri pripravi najrazličnejših kompozitov, pri katerih želimo neko dodano funkcionalnost, predvsem antimikrobne lastnosti, recimo v materialih, ki se uporabljajo za embaliranje. Z našimi aktivnostmi smo nekako bolj usmerjeni v te inovativne rabe, se pravi, kako na nek nov način
izrabiti predvsem tisto drevesno biomaso z najnižjo vrednostjo in potem dodati v največji možnem obsegu vrednost. Naša velika želja in pravzaprav srce delovanja katedre je usmerjeno v razvoj tehnologij, procesov, ki se dotikajo biorafinacije in valorizacije, torej dodajanja vrednosti lesu slabše kakovosti preko ustvarjanja produktov z visoko dodano vrednostjo. In to poskušamo torej formulirati na raziskovalnem nivoju, prenašamo vedenje in znanje v pedagoški proces in obenem sodelujemo z industrijo iz različnih področij na različnih nivojih.